danes oziroma jutri gre en moj vlog ven, ki je pač cel posnet s tem telefonom in zmontiran na telefonu. Tako da res ne rabiš ful drage kamere, da lahko začneš s tem, a ne? Ključno je, da izkoristiš tisto, kar ti pač mobilni telefon ponuja. Zdaj, kamere na mobilnih telefonih so zelo majhne, kar pomeni, da, senzor za zajem svetlobe, kar pomeni, da malo svetlobe jim bo vedno problem. Tako da izkoristi naravno svetlobo, ki jo imaš na voljo, okno, postav se proti oknu, da te res cela svetloba lepo zajame, da nimaš čudnih senc. Okno je najlepša možna svetloba, kar jo lahko dobiš. Pač par mojih najboljših videov je narejenih tako z oknom, pa me ljudi sprašujejo, wow, a si imela to ring light, pa ledice, pa kakšno svetlobo imaš? Okno, čisto navadno okno. In tle pol nadaljuješ naprej, a ne? Fajn je, če imaš kakšen stativček, lahko greš na AliExpress, pa si kupaš unga za $2, lahko si kupaš kakšnega malo bolj orang od Jobija, pride pa $30, pa imaš pač res stativ za telefon, ki bo vedno deloval super. Lahko si tudi telefon zalepaš na šipo ali na ogledalo, tako ka Nika tamle mi maha v zadnji, da to ona počne. Tako da, to je tudi opcija. Edin večkrat je problem, ker ga pol ne moreš nagibati in ne moreš najti tistega popolnega kota, da ni podbradka, pa da nimaš podočnakov pa teh stvari, a ne. Ampak ja, pač stativ je en tak res minimalen vložek, ki ga lahko narediš v svojo videoprodukcijo. En zelo zanimiv hack je tudi slušalke od telefona namesto mikrofona. Slušalke, ki dobiš s telefonom, imajo ponavadi že zelo dober mikrofon zraven in če si ga pripneš nekam tle zgori, jaz ga imam tle za modrc gor na vidga trenutno, in ga enostavno vključiš v telefon, bo deloval kot mikrofon. In imaš kar naenkrat ful dober zvok na svojem telefonu, ko se snemaš, če snemaš voiceoverje, kakršnekoli take zadeve, ta mikrofonček pride ful prav. In na koncu v bistvu ne bi pogruntal, da je bilo pač to narejen s telefonom in ne z veliko DSLR kamero. Je pa res, da moraš skozi paziti na svetlobo. Pri telefonih je samo to, da res pazi na svetlobo. Če je premalo svetlobe, se ne bo dobro zadeve zaključile, ampak če imaš pa dovolj svetlobe, se da pa ful lepo vse narediti naprej. Potem pa prideš do tega, kako zdaj to zmontiram, pa ne znam montirati, pa kaj narediti, pa kako to zdaj naprej s tem narediti. Zdaj lahko to čisto preprosto na telefonu narediš. To so eni 3 programčki, ki so ful luškani, za tiste, ki imate iPhone, je iMovie awesome zadeva, jaz ga najrajši uporabljam. Pa imaš Adobe Clip, ki je v bistvu od Adobe programov mobilni programček. Te dva sta si izredno podobna, praktično identična sta, imata minimalne razlike, tako da pač sprobite oba sta brezplačna, tako da pač si jih lahko pogledate. Zanimiv programček je tudi Viva Video, ki sicer ima neke plačljive dodatke, ampak je ful fajn zaradi tega, ker se da majčkeno bolj podrobno montirati, tako res po frame pa po frame si lahko zadeve zmontiraš, če še res tisto hitro snappy montažo. Naprimer, Komotar Minuta uporablja Viva Video, tako da vedno to tudi omenim. Na računalniku imaš pa pol prve opcije, neki ti osnovni začetni programi. iMovie, Movie Maker, zelo podobna med sabo. Filmora ima majčkeno več teh nekih efektov, pa prehodov, pa tako malo bolj fancy vse zgleda, če rabiš kaj takega. Je pa res, da doda watermark, ampak se ga da baje, tako dosti na easy odstraniti, tako da malo pogooglejte, pa se boste znajdli. Lightworks je brezplačen program, ki izgleda in deluje praktično identično kot ta veliki programi, ta dragi programi. Tako da tista, ki bi rada potem v enem določenem obdobju šaltala na profesionalne programe, vam ful priporočam, da se Lightworks naučite, ker zmore praktično čisto vse, brezplačanje, imate ga za Windowse, za Mace, za Linuxe, za kar češ. Tako da ta je res zanimiva brezplačna verzija in pa pač seveda Adobe Premiere pa Final Cut spet. Primarno za Windows, primarno za Mac, odvisno kaj uporabljate. S tem se da pa vse narediti, vse, kar si zamisliš, kar si zaželiš. Meni je osebno Premiere najljubši.
Med drugim tudi zaradi tega, ker se zelo dobro povezuje z Photoshopom, z posebej programom za audio obdelovati, z After Effects, če rabiš kakšne posebne efekte, da ti, ne vem, eksplodira nekaj v zadnji ali pa karkoli. In sedaj s temi zadevami se zelo dobro povezuje in zelo dobro gre eno z drugim skupaj. Tako da tudi, če imaš kakšne, ne vem, Photoshop file, jih lahko direkt drag and dropneš noter v Premiere in tam delaš naprej z njimi. In se tako v bistvu vse dopolnjujejo in gradijo en na drugmu. Tudi tako, načeloma ni se toliko težko naučiti montirati v teh profesionalnih programih, je pa ful lažje, če imaš nekoga, da ti vsaj pokaže. Načeloma se v pol ure lahko naučiš tistih osnovnih ukazov, osnovnih načinov, kako se zmontira nek video in potem kako ga izvoziš, da bo izgledal neki, ko bo šel ven na YouTube. Ok, zdaj, če bi mogla narediti eno tako sansko listo beauty gurujke, kaj vse naj bi imela, lahko na koncu vidimo, da pridemo nekje do enih 3000 do 4000 evrov opreme. Zato jaz vedno pravim, začni s tistim, kar imaš. Ker šele takrat, ko začneš s tistim, kar imaš in delaš s tistim, kar imaš, se lahko naučiš in lahko pogruntaš, kaj ti še manjka. Zaradi tega, ker se mi zdi, da bi bilo najslabše, da se ti vržeš v nakup opreme, daš 1000–2000 evrov za opremo in potem pogruntaš, moja kamera v bistvu sploh nima priklopa za mikrofon. In lih zaradi takih stvari pravim, probi delati čim dalj časa s tistim, kar imaš, s tisto staro kamero, z mobilnim telefonom, z stvarmi, ki so ti na voljo, probi pohekati vse skupaj. Ne iti takoj v trgovino pa si nabaviti vse, kar rabiš. Probi se znajdeti. Če gremo naprej. Ta je ključna, kolikrat smo videli modrce viseti v ozadju, pa vse vemo, da nekje, da itak imamo vse razmetano sobo, ampak dej sam, ko se usedeš, poglej video, poglej, kaj je noter in poglej za sabo in vse, kar je za tabo, sam spucaj ven. Pa včasih so lahko tudi kakšne rože moteče ali pa kaj, kar zgleda sicer pospravljen, ampak je nastavljeno tam. Tudi če, ne vem, preveč nekih podobc ali pa nekih takih stvari, sam posprav se ven. Pa če daš sam na drug konc za kamero. Kolikrat se je zgodilo, da je bilo tako v zadnji vse perfekt, tam pa se tako cune sušijo, pa vse živo, veš. Tako da sam posprav, kar je v zadnji, ker drugač ni cool. Sploh je ful dobro, če te kamera malo poheca, pa ustri na ozadje namesto na tvojo faco. In pa se tako vse vidi, kaj imaš v zadnji. Tako da, ja, sploh, kad delaš vlogma, se je fajn imeti skozi pospravljeno stanovanje. Ok. Ustvari zanimivo ozadje. Ful pomembno, če greš snemat pred belo steno ali pa pred kakršnokoli steno, da je ta stena vsaj 1 meter za tabo, vsaj da imaš toliko mečkan občutka globine. Zdaj, lahko imaš neko čisto preprosto ozadje vzadej, lahko si nastaviš eno prečko čez, pa vržeš eno blago čez, pa daš neke bleščičke vzadej, pa se bo ful lepo odbijal, ampak spet, mora biti dovolj vzadej, zato da lahko kamera ustvari ta zabluran efekt. Zdaj, odvisno od kamere, odvisno od objektiva, odvisno od vseh stvari, ampak če ti ful nazumiraš kamero, pa če je vzadje dovolj vzadej, potem bo to šlo čez. Potem lahko imaš enostavno kakšne božične lučke, zdaj bo čas za to božične lučke ful lepo izpadejo, lahko imaš pa na primer prazen slajd ali pa neke okraske. Sorry, včeraj sem to videla, tako da sem rekla, da moram dati noter. To je Vanessa tle v prvi vrsti. Tako da ja, ustvari nekaj zanimivega, ustvari, da se nekaj dogaja, da ni čisto sam brez veze neki, ker tudi to je del videa in postane vse skupaj mečkam bolj interesantno. Glej v kamero, tam direktno v uno pikico noter v kameri, ampak ne pozabiti naravno mežikati, ker najslabše je uno, ko se zabubaš v kamero, ker moraš gledati v kamero in potem si živčen, ker moraš gledati v kamero. Ampak ja, res probi se ne gledati v ekranček zraven, kar jaz tle na primer naredim, če pogledaš na začetku, mi oči kaj pobegnejo in pa se nazaj na sredino nastavam. Jaz si ponavadi kar obrnem ekranček gor, zaradi tega, ker drugač to ne gre. Naravno nas vleče, da gledamo na svoje oči in ne moreš drugač. Vsebina je ta glavna. Niti ni važen
koliko noro dober je video izdelan, če bo vsebina ful dobra. Ampak zdaj, tle smo vedno tako subjektivni, ne? Se sem dala ful dobro vsebino ven, pa zakaj nobenega to ne zanima? Daj probi tako objektivno pogledati, če to ne gleda tvoja prijateljica, če to ne gledaš ti, a bo ta vsebina še zmer zanimiva za nekoga tretjega, ki te načeloma ne pozna. Če lahko to ustvariš, pa da zadevo tako hitro ven sproduciraš, da se ne ustavljaš, da se ne zatikaš na nekih nepomembnih malenkostih, potem bo video ogledan. Če bo video ogledan, ga bo YouTube naprej porival in tako naprej. Pride pol to naprej. Še enkrat, content is king. Tisto, kar daš noter, je ful bolj pomembno od izvedbe. Izvedba mora biti gledljiva, mora biti zadovoljiva, vse ostalo je pomembno na vsebini. In pa absolutno moraš pretiravati z entuziazmom, zato ker kamera nam pobere ful energije. In če ti začneš živja, danes bomo govorile o novi šminki, ki sem jo dobila, saj verjetno je to tvoj naraven potek, kako pač se obnašaš v javnosti pa tako. Ampak dejansko moraš dati na kamero ful več energije, ful več enega entuziazma in to res ven iz sebe dati. Včasih se jaz tako snemam zase, pa res pretiravam. Grem tako 3 nivoje preveč, sem ful preveč glasna, ful preveč maham z rokami, da še kaj zbijam zraven. Ampak samo zato, da vidiš, kje je pol tisti nivo, do kje se moraš umiriti, da ok, tle bo pa v redu, tle pa na kameri izgledam živa in ne pretiravam. Ne vidi se, da ni absolutno preveč. Tako da to je ena stvar, ki si jo je fajn zapomniti, ko se usedeš pred kamero, da kljub temu, da si spila 2 kave, mogoče še eno. Tako, samo za dobro mero, da bo. Ne? Čim prej se začni snemati. Tako ne jutr, pojutršnjem, probi že danes nekaj posneti. Danes je vzuni super oblačno vreme. To je najlepša možna svetloba, kar jo lahko imaš za video. Mehko oblačno vreme. Probi posnet karkoli. Če te je strah kamere, snemi Snapchat storije, snemi Instagram storije, karkoli. Ne vem, kaj ti prijateljica napiše vprašanje na Messenger in z videom odgovori. Sam toliko, da se navadiš na svoj obraz pa na svoj glas. Ker prej, ko se tega navadiš, pa ne glede na to, koliko grozen je, lažje bo šlo pol naprej in izgine tisto awkwardness. A ne? In ena stvar, ki si jo je dobro zapomniti, je, da si pač ti producent vsega video kontenta, kar ga daš ti ven. Kar pomeni, da noben drug ne bo rekel, to pa mora iti ven, to pa moraš objaviti, kljub temu, da si ti sama sebi nisi všeč. Tako da je ful ključno, da se zavedaš tega, da če nekaj ne bo v redu, lahko vedno se ustaviš, pa posnameš še enkrat, pa probaš še enkrat, pa probaš zadevo na drugačen način narediti, pa izboljšati, dokler ti ne bo toliko všeč, da boš zadevo dejansko objavila. Tako da ne te biti strah probati, ker noben ne rab vedeti, koliko je bilo slabo v prvih 5 videov. Ne rabiš dati ven, sam probi, sam posnem. A ne? To je ta moja klasična formula. Posnami, poglej, popravi in pač pejti še enkrat. Pa še enkrat, pa še enkrat. Se mi zdi, da je to formula za čisto vse v življenju, nič revolucionarnega. Pač vaja dela mojstra. Tokrat moraš probati, dokler se tega ne navadiš. Moj prvi vlogmas je vlog every day in December do Božiča, kar pomeni 24 videov. Je bil full awkward, pa nisem vedela, kaj posneti, pa kakšni videi so dolgi samo po minuto, zato ker si tako v celem dnevu se mi ni nič zgodil. Ne? Ampak pol se navadiš, pol prideš v ritem, sam pač moraš delati na tem. Ne se opravičevati. 3 mesece že nisi naredila videa, končno ga narediš. Ljudje vsi navdušeni kliknejo na tvoj video, ker si končno naredila nov video in odprejo video in dobijo, živjo, najprej se vam moram ful opravičiti, ker nisem naredila nobenega videa, zaradi tega, ker sem imela ful šole, pa ful faksa, pa toliko je bilo dela, pa sem šla še na Malorko, pa res ni bilo časa, da bi posnela video, tako da jaz se vam najprej res ful iskreno opravičujem. In ti tako, ko gledaš, si tako, lahko, prosim, jaz sem prišla pogledati, kaj je ta nova šminka, ne pa kako se ti tle meni opravičuješ in zakaj nisi naredila videa. Pej direkt v video, daj mi končno ta video, ker sem ga čakala 3 mesece, a ne. Tako da ne se opravičujem. Čeprav vem, da imamo včasih nujno željo in potrebo, da moramo, sorry, res, ful sem se trudila, ampak ni šlo, a ne.
Ampak probi čim hitreje preskočiti. Lej, par sekund, sorry, ni me bilo, zdaj sem tle, gremo naprej. Ne? Simple. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj s tem naredimo? Ne? Z različnimi platformami pridejo različna pravila. Čisto v štartu Facebook preferira kvadraten video, ne ta, kaj je to, pravokoten. Tako da, zdaj, to so zdaj priporočila za optimalen doseg na Facebooku. Itak lahko daš tudi navaden video gor, pa bo načeloma isto. Ampak če hočeš res optimalno, je fajn, da je kvadraten, zato ker zauzame več prostora na samem timelineu, kakor če bi bil pravokoten. 2 minuti nekje max, zaradi tega, ker na Facebooku res nimamo prav veliko časa, pač kaj prideš na hitro nekaj pogledati, nimaš zdaj časa tam res dolgih stvari gledati, čeprav so tudi dolge stvari gledane, tako da pač imaš tudi izjeme. In pa ful je fajn, če daš podnapise gor ali pa napise, ker večina ljudi, 58% ljudi gleda Facebook videe brez zvoka. Tako da če misliš kaj ful pomembnega povedati, daj napise gor, ker ljudje te ne poslušajo. Čisto simple. Instagram je dosti podobna zadeva, tam sploh forsirajo praktično kvadraten video, imaš največ 60 sekund in pa teli napisi so obvezni, ker tam pa res skoraj noben ne klikne, zdaj bi pa je zvok zraven še imel. Tako da Instagram video je bolj tako kakšne branding, manjše scene ali pa če češ poslati trafik na svoj glaven video, kaj na temu. YouTube je spet čisten zase področje. Pri YouTubeu je pa najbolj pomembno to, da narediš prav posebej zaključek videa prilagojen za YouTube. YouTube ti omogoča, da v zadnjih 20 sekundah daš gor te kartice oziroma end screene. To so taki klikabilni kvadratki, ki ti omogočajo, da linkaš na druge videe, da linkaš na druge stvari. In je ful fino, če ti to v sam video vključiš, če ti sam rečeš, lej, tle se bo pojavil en video drug, klikam ga, če te zanima, tle od spodaj se lahko subscribaš. Izjemno pomembno je, kakor se zlajnano sliš, da vedno povabiš ljudi, da se subscribajo, da jim poveš, da ne lajkajo, zaradi tega, ker ljudje so enostavno pozabljivi in rabijo ta call to action na koncu, rabiš jih spomniti, lej, če ti je všeč video, lajki ga. Čeprav se res sliš najbolj zlajnana fora, ker imamo čisto vsi vlogerji na koncu unih svojih 15 sekund, če ti je všeč ta video, in naprej. Ampak ja, dejansko statistično vse poznajo razlike, če to rečeš ali pa če tega ne rečeš. Zato vsi to delamo. Tako da ja, to so te end kartice. Zdaj, če tle gor klikneš, ta je dejansko dinamična in jo lahko naštimaš ali da ti prikazuje tvoj zadnji uploaden video ali da ti prikazuje video, ki je najboljša izbira za tega gledalca. Kar pomeni, če je ta gledalec že pogledal tvoj zadnji video, mu bo pokazal enega drugega. Glede na njegove osebne preference, od spodaj pa isto gumbek, da se lahko subscribe. Zdaj, te kartice so vidne v browserju na internetu in pa v aplikaciji na telefonu. Če nekdo to gleda prek Chromia na telefonu ali pa prek Facebooka na telefonu, mu teh kartic ne bo prikazal, tako da pač malo mahaš v prazno. Ampak ja, načeloma so ful uporabne zadeve in ful dvigujejo in sam engagement na video in to, da ko nekdo preleti na en tvoj video, da si bo pogledal še kakšnega, kar je ful izredno pomembno. Tle je fajn razumeti eno ful ključno razliko. Zdaj to se najbolj neumno prevaja v slovenščino, tako da bom pač z angleškimi izrazi razložila. Facebook je social media. Na Facebook prideš ti spremljati svoje prijatelje, prideš spremljati, kaj drugi ljudje počnejo. YouTube je search engine. Na YouTube greš ti, ko nekaj iščeš, nekaj specifičnega in dejansko načeloma ne iščeš vsebine od tvojih prijateljev. Kar pomeni, lih v tej razliki jih moramo tudi tako tretirati, kakšne videe delamo načeloma za eno platformo in kakšni videi so bolj primerni za drugo platformo. Nekaj, kar bo zelo dobro SEO rangiral, vse, kar ste prej slišali.
Take stvari so vrhunske za na YouTube. Tudi če boste video iz YouTuba dobro opremili s SEO-tom, pa ga potem polinkali na blogu, vam bo to še dodatno boostalo v iskanju in vse povsod. Tako da vedno je treba razmišljati, kakšen video je mogoče bolj primeren za Facebook, če je nekaj zelo momentalnega. Na Facebooku, naprimer, je zadeva aktualna par ur in v tistih parih urah gre lahko viralno. Na YouTubu se lahko 2 meseca nič ne zgodi, pa bo pa iz nekega čudnega razloga se začel to iskati in bo kar naenkrat video ful poštartal. Pa tudi tako časovno gledano, na YouTubu posnetki živijo veliko dlje, ker jih YouTube reciklira in daje nazaj gor in jih prikazuje tisti, ki so zanimivi. Medtem ko na Facebooku posnetek umre čez nekaj časa. Tako da je treba razumeti te dve razlike in kako je en dejansko social media in kako je drugi search engine in kako se te stvari med sabo povezujejo in kako maksimalno potegniti iz njih, kar lahko. Ok. To mislim, da zdaj veste vse o tem, tako da jaz se niti ne bom preveč poglabljala v to. Izredno pomemben je naslov. Naslov je pomemben iz 2 razlogov. Eden je zato, da YouTubeu sploh poveš, o čem se gre video, in drug, da je zanimiv za klikniti. Tako da pri naslovu je vedno treba razmišljati, mašina ga bo brala, človek ga bo bral. In te 2 stvari povezati, da bo imel kvalitetne long tail, dolgorepe, tege noter za mašino, da bo razumela in da bo pač zmer privlačno za človeka. Tako da pri naslovih se zelo probamo držati tistih senzacionalističnih naslovov, kakšne take stvari res najbolj palijo, pa čeprav je tako malo že zlajnana scena, ampak kliki so kliki, ne? Pri opisih že več mašina bere, jih že bolj pišeš za YouTube in manj za ljudi. V opise je fajn tudi vključiti vse relevantne linke, vse, kar lahko daš noter. Opis naj bo res nek tak kratek povzetek videa, 3-4 stavki, naj se pove, o čem se bo govoril noter. Lahko tudi mečkam povzameš, naj te ne skrbi, da boš preveč izdala, o čem se gre v videu, zato ker večina ljudi itak ne bere opisov. Ampak je tam bolj zaradi mašine, zaradi YouTubea samega, da bo razumel, kaj se dogaja v tem videu. Medtem ko oznake so pa tam čist samo izključno za YouTube. In ne jih pozabiti, imaš na voljo 500 znakov, da jih noter. Poštudiraj, kjer bi bile relevantne, dolgorepe, ključne besede in uporabi to noter. Tle se dejansko lahko naredi ful velika razlika med tem, a bo nek video na dolgi rok dobro rangiral, a se ga bo najdel v searchu, ali bo enostavno bil pozabljen. Tako da ne tega zanemarjati, kukor se nam ne da, pa kukor nam je vseeno, pa ok, beauty, make-up, ličenje, rjave oči, v redu, enter, dobro je, gremo naprej, a ne? Vzem si mečkan več časa, čisam pikico, malenkost. Thumbnaili so ful pomembne zadeve, zaradi tega, ker je to ta prva stvar, ki jo oseba zagleda o tvojem videu. Thumbnail ti lahko posebej gor naložiš in ga narediš v Photoshopu, narediš v Canvi, kjer češ in ga posebej gor naložiš. Ne rabiš v določenem sekundi videa stati zato, da bo pol lepa, da jo boš zbral. Se jih lahko da normalno gor naložiti. 2 informacije, ki sta pomembne za njih, ampak ja, je ful razlika, če imaš ti neke črne thumbnaile, take, ki v bistvu nič ne povejo o sami vsebini, ali pa če imaš ti zelo specifične, pa z nekimi emoji, pa obrazi. Pač ljudje smo vleče nas k obrazom in je ful pomembno, da če je le lahko, da imaš nek obraz gor, da je neka pretegnjena faca gor, da narediš neko grimaso, zaradi tega, ker to bo dejansko tisto, kar bo potegnilo ljudi, da bodo kliknili, pa emoji tudi pomagajo. Jasne slike, tudi tako, kjer recept bi prej kliknili, levo ali desen, zelo očitno, čeprav ta ima ljudi, pa ta ima osebe, ampak svetli, saturirani, močni, upadljivi in pa vedno, kad delaš thumbnail, si ga pomanjšaj na približno tako velikega, zaradi tega, ker tako velik bo potem v večini primerov, ko ga bodo ljudje gledali. Tako da, če deluje na taki majhni velikosti, pol bo deloval tudi kot večji.
Tako da ja. Ena zelo luštna zadeva, ki opažam, da marsikdo jo ne poznaje, da lahko si ti v bistvu v upload defaults, v nalaganje prevzetih nastavitev, daš noter ves tekst, ki ga hočeš imeti vedno v opisu. Pač vse tiste social linke, ki jih hočeš imeti, vse disclaimerje, ki jih hočeš imeti od spodaj, svoj opis, svoj e-mail, take stvari, to si vse lahko prednastaviš, da ti ni treba vedno copy-pastati iz prejšnjega videa. Potem tle noter imaš še cel kup drugih stvari, lahko zasebnost nastaviš, da pač ti v štartu, ko ti vrčeš video gor na YouTube, da ti ga vedno kot, ne vem, neobjavljeno začne uploadati, ne kot javno, ne pa da rabiš pol ti avtomatsko preklikati. Pač vse nastavitve, ki jih želiš, da so ti že vnaprej nastavljene, tako kot jih hočeš imeti nastavljene. Naprimer, tudi kategorije je fajn, da naprimer, če delaš sam beauty, si nastaviš v beauty in je to in bo vse kategorije lepo beauty, ali pa jezik videoposnetka, da imaš naštiman, da je slovenščina, ker te bo potem z več ostalimi slovenskimi videoposnetki skupaj rangiral, ne vem, oglasi, vse take malenkosti, no, je ful fajn, da si lahko veliko stvari prednastaviš, pa ti ogromen časa ne prikrajša, prihrani, to, ja, to, prihrani. Ok, orodja, ki so ti na voljo, end screen, o tem sem že prej majčkeno povedala, to so te kartice na koncu. Zdaj, te kartice so lahko, vedno mora biti obvezno video ali playlista. Zdaj, lahko daš ti svoj video, lahko daš video od nekoga drugega, to sploh ni važno. Lahko daš playlisto svojo, lahko daš playlisto od nekoga drugega. Pri videih, kot sem že prej rekla, lahko so statični, lahko je vedno samo en video, ta prav specifičen video, ne vem, ker sva z Aleksandro Rose obedve naredile Primark haul, sva si obedve polinkale ena drug kanal gor. Jaz sem njen video dala noter, ona je dala moj video noter. Video je statičen, video se ne bo spreminjal. Lahko je video dinamičen in mu naštimaš ali zadnji upload, ali pa tisti, ki je najbolj primeren za tistega gledalca. Potem imaš na voljo še subscribe na svoj channel ali spet subscribe na nek drug channel. Lahko daš tudi link v obliki kartice, direkt povezavo na tvojo spletno stran. Sicer jo moraš prej v nastavitvah noter vnesti, ampak ja, če imaš spletno stran, če imaš blog, direktno ga lahko tle gor polinkaš, da lahko ljudje direkt kliknejo. Te kartice so ful interaktivne in so se jih ljudje ful navadili, tako da je res fajn zadeva. Je pa ful pomembno, te kartice so možne samo v zadnjih 20 sekundah. Prej ti jih ne bo dovolil narediti. Tako da, ko imaš ta svoj zaključni govor, razmišljaj, da imaš samo 20 sekund, da poveš in pokažeš na vse konce, ki si želel pokazati. A ne? Tako, potem imamo kartice. Kartice so tista tamičkana zadevica, ki se pokaže gor na vrhu videa, ki takole ven useka. Kartice so spet nekaj tazga, kar lahko daš po celem videu, nisi nič časovno omejen, mislim, da jih lahko daš do 5 ali nekaj tazga, v glavnem kar dosti jih pusti noter nametati, pa spet lahko linkaš svoje videe, lahko linkaš druge videe. Jaz to ful uporabljam, čim se kdorkoli, ki ima nek video content na YouTubu, pojav v mojem videu, jih vedno pol linkam na nek tak način, da si pač lahko, da ustvariš neke povezave še z drugimi ustvarjalci, a ne? Spet nekaj interaktivnega, spet YouTubeu ful všeč, če to uporabljamo. Podnapisi. Zdaj, načeloma za YouTube niti ne rabiš podnapisov, razen če bi res zelo specifično rada delala podnapise za tuje trge ali pa kakorkoli, ampak za Facebook pa rabimo podnapise, a ne? In eno najpogostejših vprašanj, ki jih dobim je, kjer program ti uporabljaš za podnapise delati? YouTube. YouTube ima en tak ful dober uporabniški vmesnik za podnapise delati. Ajde, se bom kmalu konc, ni treba zihati. Hecam te. V glavnem ima ful luškan vmesnik za podnapise delati, ker dejansko on ti že sam približno nastav škatlice, kjer naj bi šli podnapisi noter in pol ti samo prepišeš dol, kaj govoriš in stisneš enter in naštimaš, da se vse pravilno prikazuje in lahko enostavno ven preneseš podnapise in so te podnapisi v .srt obliki že pripravljeni na Facebook. Edino, kar jih moraš preimenovati po Facebookovih pravilih, ta pravila pa dobiš, če googlaš how to rename Facebook subtitles. Pa ti da ven cel help page.
Tako da ja, zelo na hitro lahko narediš podnapise za Facebook, sploh za kakšen krajši video, se jih splača delati, no? Ampak ja, uporabiš YouTube. Ne rabiš videa javno objaviti, lahko ga daš pa dan listet, pa narediš podnapise, pa tako naprej, a ne? Playliste so fajn iz več razlogov. Ena je ta, da ohranjaš ljudi dalj časa na svojem kanalu, če uporabljaš, če jim daš link do playliste, če si namesto enega videa pogledajo 5 videov. Fajn je, ki jih lahko tudi grupiraš mečkan skupaj med sabo, tako da daš, naprimer, ne vem, videe ene in iste zvrsti, naprimer vse vloge skupaj, ne vem, tle imam jaz vse reviewje skupaj. In dejansko jih lahko pa tudi na svojem osebnem kanalu mečkan grupiraš, mečkan daš narazen, enega daš navpično, enega daš vodoravno, lih tako, da se malo dogaja, da se malo spreminjajo stvari po kanalu. Tako da ja, pač eno tako koherentno zadevo naredi, pa tudi če naprimer nekdo res ful obožuje tvoje vloge, si gre lahko pač vse vloge enega za drugim pogledati, ali pa vlogmase je ful pomembno, da jih daš v playliste, ker si jih ljudje pol sredi julija grejo gledati še enkrat, tako da. To je ful zanimivo. Ok. Ful pogosta zadeva, ki jo opazim. Tukaj je link do mojega kanala, pejte se vsi subscribat in preletiš gor in je tako, ta kanal nima vsebine. Tako čakaj, kako kanal nima vsebine? In pol klikneš na zavihek videos in pol vidiš, da človek dejansko ima vsebino, tam je ogromen video gor, ampak ko pa preletiš na kanal, pa sam kanal pravi, ta kanal nima vsebine. To se zgodi zaradi tega, ker je v avtomatskih nastavitvah od YouTubea, da ti on dovoli po svoje prilagoditi tvojo prvo stran. Kako imaš te nedavne nalaganja na prvem mestu, imaš potem kakšne playliste od spodaj ali pa karkoli, ampak ker mi tega ne vemo, tega ne naredimo in potem naš kanal nima vsebine. Tako da kar je treba narediti je, če se ti je to zgodilo, greš na svoj kanal in sam klikneš tole v spodaj, dodaj razdelek. In napolniš svoj kanal z playlistami, z raznimi posameznimi videi, z skupkom playlist. Lahko daš tudi 4 playliste od spodaj, Tako da pač malo se je treba s tem poigrati, pa si noter dati različne te bokse, zato da imaš pol eno celo tako celotno zadevo in da dejansko imaš kanal z vsebino, Ne trata časa tvojih gledalcev, tako ful pomembno, ne rabiš iti v ful preveč detajle o vsaki stvari, nobenega res v bistvu ne zanima, kako točno si ti kupila tisto šminko in da potem si pol rabila 14 dni, da so ti jo poslali in tako naprej. Sam pejt v šminko noter, če je video v šminki, sam pejt direktno noter v kvaliteten content, ne se preveč na malenkostih ustavljati in se zaostajati tam, Ja. Zdi se, mogoče, če ne poznate pač poteka mojega kanala. Jaz sem začela v slovenščini, nekje na polovici sem šaltala v angleščino, tako čez noč, zdaj bo pa vse v angleščini. Delala pol leta v angleščini, praktično ubila svoj primarni kanal in pa sem pogledala, ok, tako ne bo šlo, to ne deluje in šla nazaj v slovenščino in naredila ločen kanal za angleščino. Tudi, če si želiš prodreti na tuje trge, res razmišljaj, da delaš v tistem jeziku, v katerem bodo večina tvojih ljudi to primarno spremljala. Če imaš večino na blogu iz Slovenije, delaj v slovenščini, tudi bolj samozavestna boš, lažje bo šlo čez, boljši content bo izpadel, lažje pokažeš svojo osebnost gor. Z angleščino to je še en level težji, ker moraš se res še bolj potruditi, da res dobiš tisto tvojo osebnost ven, še čez tuji jezik. Tako da res razmisel, če ni mogoče slovenščina boljša izbira. Dodatne informacije, to si slikaš pa doma pogledaš. Tole so YouTube kanali, video influencers, Amy Schmittauer je napisala knjigo Vlog like a Boss, ki jo res ful priporočam vsem v branje, ker na tak res ful prijeten način razloži v detajle vse od YouTube algoritma do tega, kako si oblikovati content strategijo, do tega, kako si oblikovati plan, da se ti ne zgodi, da kar naenkrat nimaš več kaj za objaviti, ampak da vedno najdeš neke nove ideje, kaj posneti in kako nadaljevati. Gary Vaynerchuk, Gary V, on ima take bolj splošne informacije z področja marketinga, influencer marketinga, video marketinga. Pač njega greš gledati večinoma zaradi thumbnailov, pa zaradi tega, kako so videi oblikovani, pa probaš iz tam največ potegniti.
Jonah Berger Contagious je ful dobra knjiga za vse tiste, ki vas zanima ta viralni marketing, še mečkam bolj v podrobnosti. In pa Google Keyword Planner je pač tam, kjer majnaš za temi ful dobrimi SEO izrazi. TubeBuddy in vidIQ sta dva Chrome extensiona, ki jih naložiš v svoj browser in ti potem dajeta neke dodatne informacije o videih, ki jih gledaš, o videu, ki ga nalagaš, kako bi mogoče lahko še izboljšal svoj video, da bi ta dosegel več ljudi. Ful ti dajeta take praktične nasvete s tem. Zdaj, načeloma sta oba dva brezplačna v osnovni obliki, seveda imata oba dva tudi veliko plačljivih add-onov, ampak že z osnovnimi stvari se da ful veliko narediti. Mene najdete primarno na tem Facebooku za vse dodatne informacije o videozadevah, o delavnicah, ki jih imam, če bi rade šle še bolj podrobno v YouTube algoritem, take zadeve in pa na vseh ostalih družbenih omrežjih.